Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Čas je za oddajo Klepet ob kavi in tale trenutek, verjeli ali ne, že stojim pravzaprav pred enim izmed 3 portalov, ki so bili danes povabljeni v naš studio. Tudi 2. in 3. boste videli, med drugim pa spoznali izjemnega človeka, ki nam bo danes zaupal kaj več o tem, kakšen proces je to, da človek zares zaživi svoje poslanstvo in da je to pravzaprav proces, ne? To ni nekaj takole, ne, iz danes na jutri. Lepo pozdravljen in dobrodošel. Alex Lan je danes torej v naši družbi in krasen proces, ne, transformacije, ki se pravzaprav ves čas odvija. Danes pa bova zaupala tudi kaj več o tem, kako so zdaj ti portali, te čudovite kreacije, povezani z našim poslanstvom in za doseganjem tega, da sploh poslanstvo svoje živimo. Jasmina, hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem. Vsa tehnologija ponavadi nastane kot odgovor na neko potrebo, na nek problem, s katerim se nek človek sooča v nekem danem trenutku. Dejansko žena moja, po rojstvu prvega sina, je dejansko totalno kolapsirala in v tistem obdobju, ko je iskala sebe, svojo pot, je doma dejansko celo stanovanje prebarvala. Lotosi, simboli, angelčki, vsak dan neke nove stvari. In v tistem obdobju, ker je iskala pomoč, je do neke jasnovitke, svetovalke prišla, ki je na prvo moč prepoznala, da dejansko njen največji potencial je zdravljenje z umetnostjo. In jo je temu toliko spodbudila, da je svoje joga društvo z 150 člani, od katerega je krasno živela, prek noči predala svoji učenki in se čisto nove vode podala. In zdaj je ona doma energijska umetnica. In ona je ena izmed članic Sun of Art. Ja, ona je dejansko ustanovni član Sun of Arta. Ona in njena družina dejansko se že 20-25 let ukvarjajo z alternativo. Urška, moja žena, Urška Lan, pri 15 črnpas karateja, reiki mojstrica, učiteljica joge, 10 let bila džotiš, astrologinja. Skratka, ni da ni veščin, ki jih ima, ampak ne glede na vse to, čeprav je že mislila, da je čisto razsvetljena, je po rojstvu sina dejansko kolapsirala, ker je bila ta fizična izraznost je bila odvzeta. Kar naenkrat doma, na 60 kvadratih ujeta bila in se je mešalo. Kasneje smo ugotovili, da človek, ki ni kreativen, je depresiven. In ker je bila ta fizična kreativnost odvzeta, je najdla drug kanal, skozi katerega se je izražala. In verjetno je bilo to namenjeno. Tako kot vse ostalo. Zdaj torej nastajajo te čudovite slike, fotografije in ne samo to, imate tudi svetovanja in pri tem energijske slike oziroma te kreacije pomagajo. Dejansko slike, ki jih ustvarja Urška, so samo delček procesa. Kot ste že prej omenili, smo ekipa 9 sodelavcev. V tej ekipi je Urškin oče tudi, ki je terapeut, dejansko 25 let raziskovanja, izobraževanja in tudi delovanja na tem področju. Urškina mami, Marjana, predava po celi Sloveniji o zdravi prehrani, o ajurvedski kuhinji, je specializirala to področje in v ekipi nas je še ostalih 6 in ponujamo dejansko celostno energijsko preobrazbo, ljudem pomagamo do boljših rezultatov, od fizičnega do čustvenega, energijskega, finančnega, družinskega, partnerskega, katerega koli nivoja, na katerem pač si želijo boljše rezultate. Se pravi, čist celostni pristop. Ja, dobesedno. In tukaj se zavedamo tega, da dejansko vsak med nami je specialist za neko stvar. Vsak med nami odlično odigra delček procesa in dnevno nam prihajajo ljudje v oskrbo in na osnovi fotografije in rojstnih podatkov posameznika in opisa neke življenjske situacije, s katero se on zdaj spopada, ugotovimo prvo, kdo med nami, prvo, če sploh smo pozvani, da lahko pomagamo reševati ta problem, drugo, kdo med nami je najbolj primeren za to, kdo je najbolj kompetenten in istočasno najbolj kompatibilen z naročnikom. Lahko sem jaz dober oddajnik, lahko si ti dober sprejemnik. Če vam midva kakšno karmično sranje odprej, enostavno vse, kar bo prišlo, bo popačeno. In to preeliminiramo in te damo v oskrbo k nekomu, kjer tega ni in lažje stečejo stvari. In vsak odigra samo delček procesa in vse skupaj tvori celoto in dejansko naredi sinergičen efekt. Slike pa uporabljamo v tem delčku procesa kot to, da doma in pri naročniku ustvarimo podporno okolje. Ljudje smo zelo dojemljivi. Zelo hitro se odzivamo na razne impulze iz okolja. Ampak glih zaradi tega, ker se hitro odzivamo na impulze iz okolja, nismo čustveno stabilni.
ti nekomu lahko pomagaš, da se on dvigne gor, sem vprašanje, da se zgodi, kaj se z njim zgodi, ko se vrne nazaj v stari svet, v staro okolje, z problemi, s katerimi se sooča vsak dan. Kar skrči ga nazaj na njegov star nivo. Se pravi, te slike dejansko, portali, kot jih imenujete, dejansko podprejo človeka tudi v njegovem bivalnem okolju. Ja, da tudi tam vzdržuje to frekvenco. Čeprav večina teh portalov so narejeni po naročilu, pomeni so za znanega naročnika, a je to podjetje, a je to posameznik, a je to podpora določenemu projektu, pomeni dejansko delujejo na njega tudi, kadar niso v njegovi bližini. O, super. Pomeni, ker je, itak smo vsi povezani, itak je vse povezano in dejansko, ko je portal, izdeluje se 2 do 3 mesece, preden ga naročnik v roke dobi, že preboj na želenem področju doživi. Se že začne dogajati proces. Imamo punco, ki v Ameriki živi in ima portal v Ljubljani v stanovanju in ona se dnevno z njim komunicira in se povezuje in jo dejansko podpira v tem njenem procesu, v katerem je. Krasno. Mi bomo tale trenutek, telefonska številka se bo tudi izpisala, podarili en bon v vrednosti 40 € za osebno svetovanje. Tako da blazno se veselim, kateri izmed gledalcev oziroma gledalk bo to tudi prejel. Sicer pa danes je najina tematika tudi to ravnovesje med duhovnim in pa snovnim svetom. Smo govorili o stabilnosti in hitro pridemo torej tudi do ravnovesja. Imamo ene ljudi, ki rečejo, jaz sem se čisto odpovedal finančnemu, denarnemu, fizičnemu svetu in vse bom prodal in šel na Himalajo. Imamo pa nekoga, ki služi milijone in milijone, ampak če takole pogledamo, oba sta revna v navednicah, v tem smislu, da nista v ravnovesju verjetno, ne? Prav zanimivo je tisti gor, bi rekel, imajo smisel za humor. Jaz v osnovi sem out of balance guy, celo življenje bil, ampak zdaj s pomočjo žene in 3 otrokov in vsega, s čimer se dnevno ukvarjam, dejansko spostavljam to komponento. Kot sem omenil, ženina družina se že 20-25 let ukvarjajo z alternativo, z duhovnostjo. Moja pot je, jaz sem že 20 let podjetnik. Zelo strastjo. Kaj da bi pogledal zahodni pa vzhodni svet? Prav res, ne? In zdaj se dnevno nekje srečujemo. Moja, bi rekel, danost je ta, da dejansko dnevno funkcioniram v obeh svetovih in moja danost je tudi to, da neke abstraktne, ljudem nerazumljive, neverjetne tehnike prenašam med ljudi na čisto dnevno bazične stvari in s pomočjo teh tehnologij lahko dnevno bolj funkcioniramo. Točno to, čisto prevedem v njihov jezik. Ker ponavadi imamo vedno 2 ekstrema. Ljudje, ki so na enem bregu, ljudje, ki so na drugem bregu, en drugega gledajo tako far away in med sabo nobene povezave ni. Dejansko je pa danes glih to obdobje, da vzpostavimo mostove med tistimi, ki so za, med tistimi, ki so proti, pač aktualna tematika, med rdečimi, med belimi. Dejansko ta svet dualnosti nas je pripeljal do tle, kjer smo in očitno z njim nismo zadovoljni, drugače ne bi bilo toliko razštelanih ljudi. Pa se pravzaprav, če pogledamo, se to sta 2 plati istega kovanca. Dobesedno. 40 € je torej tale darilni bon, ki ga danes podarjamo in telefonska številka se je izpisala spodaj, vsak trenutek bo torej zazvonilo in potem potrebujete oziroma potem se boste odločili, kdo bo tisti, ki bo svetoval, ne? Dejansko, ja, vsaka pobuda, ko pride, tudi povabilo za to oddajo, mi normalno nihalo in razne tehnike uporabljamo že 20 let in v skupini vsi uporabljamo neko senzoriko, neko metodo, s katero preverjamo določene stvari. Če je primerno in pobuda, ki je prišla, smo preverili, je primerna in seveda pobuda je bila odlična. Termin smo zbrali danes, ker danes je res ugoden termin, pač kaj so zlestici in tudi pokazalo je, da sem jaz danes najbolj primeren, da vam lahko to sporočilo predam. Meni je bilo zelo zanimivo, ker mi je naša kolegica Katja rekla, joj, veš kaj, morajo pa z nihalom, pa z vsemi ostalimi zadevami izmeriti, kdaj bi bilo najbolj primerno, da pridejo v goste. Sem rekla, ja, super, evo, to smo pa sami domači, kajti tudi mi preverjamo s temi stvarmi, kdaj, kako in na kakšen način, da delujemo v najvišje dobro. In se mi zdi, da to je pravzaprav cilj vsakega, da deluje v najvišje dobro. Dejansko to, kar smo zelo dobro uspeli v vsej te tehnokratizaciji, katere smo deležni zadnjih več 100 let, je, da smo se zelo odcepili od naravnih procesov. In da dejansko vse, ne bom rekel vse, ampak večino, kar počnemo kontra naravnim ritmom. Večina ljudi gre prepozno spat.
večina ljudi prepozno ostane. O, ja. Zato rabi kafe, čaj, cigaret, 3, da sploh lahko zjutraj odpre oči, da normalno zafunkcionira, ampak vse to je na ceno nečesa. Yep. Če bi mi naravno pluli z ritmom, ki je, sploh ne bi rabili lastne energije vlagati v funkcioniranje, ampak bi samo na valu surfali in bi nam gladko tekle stvari. Ko se pa od tega odcepimo, pol pa imamo, kar imamo. Ne? Pa simptome krpamo. Gospa Dušanka je z nami na telefonski liniji. Lep dober dan. Dobar dan. Pozdravljeni, gospa Dušanka. Kako ste kaj? Odlično, pa vi? Pa še na boljš kaže, ne? Ja, itak. Krasno. Takole, vi ste prejemnica tega darilnega bona, tako da boste v režiji pustili kar svoje podatke, potem pa boste skomunicirali, na kakšen način boste tole svetovanje tudi izvedli. Aha. Imate še kakšno vprašanje morda? Bom pa vprašala. Boste potem vprašali. Super, odlično. Najlepša hvala, ker ste poklicali in iskrene čestitke pa lepe praznike. Hvala, enako, adijo. Pozdravljeni. Takole, še nekaj trenutkov časa imava, hkrati bi lahko govorila ure in ure. Ena nova zadeva, nad katero sem zelo navdušena, je tudi tale svetlobni vodnik, kaj ne, da tudi to je eno izmed plodov Sun of Art letošnjega leta. Ja, dejansko res. Dva člana ekipe, Ana Kolenc in Nejc Bolka, sta dejansko 3-4 mesece nazaj je impuls prišel, da bi se skreiral en tak vodnik, priročnik, s katerim bi lahko dnevno sodelovali in nam pomaga točno to, kar sem govoril prej, ujeti ugodne trenutke za določene stvari. Pomeni, zdaj lahko se trudimo, pa sami z lastno močjo na suho nekaj delamo, ali pa uporabimo podporo komplet narave, komplet vesolja, ki v določenem trenutku nas podpre za določene stvari. Ta produkt je dejansko personaliziran, tudi dva portala sta bila narejena za podporo temu produktu in seveda za podporo vsakemu uporabniku tega produkta, da ga prav energijsko podpre. Najlepša hvala, Aleks, za vse te informacije in seveda vam želimo, da bi bili vedno v pravem času, na pravem mestu, počeli še naprej ta prave stvari s ta pravimi ljudmi. Najlepša hvala in takole na naši spletni strani www.klepetobkavi.si pa kmalu tudi kakšen zanimiv članek in vse ostale informacije. Ostanite v naši družbi.